32. dirka po Sloveniji se je s 5. etapo začela s štartom v Litiji. Po predstavitvi ekip je sledil štart pred športno dvorano Litija. Zadnja etapa je bila letos nekoliko daljša, saj so kolesarji iz Litije peljali preko Vač, Izlab in Zagorja ter se vrnili v Litijo, od koder so pot nadaljevali preko Šmartna in Bogenšperka vse do cilja v Novem mestu. Seveda se štart odvije zelo hitro, v nekaj minutah vsega konec, pa vendar priprave na tak dogodek trajajo dlje časa. Sodeluje številna ekipa, tudi seveda večinoma prostovoljcev. Vsem bi se rada v imenu Razvojnega centra Srca Slovenije in občine Litija zahvalila za sodelovanje organizacijskemu odboru, vsem trem točkam, interesnim točkam, ki bodo ponesle v svet tudi našo Litijo, in pa seveda vsem navijačem ob trasi. Vse skupaj pa ne bi bilo mogoče brez sponzorjev in donatorjev, tako da tudi njim iskrena hvala. Šla sva sina malo pogledati, ker je rad kolesari. Super, da se kaj dogaja, tako da uživamo. Ja, meni se zdi zelo primerno, no, ker je tudi tukaj ta klub litijski, no, ki se zelo trudijo, da bi kolesarstvo bilo tle v Litiji, tako da meni se zdi, da je dobro. No. Ja, super, da se kaj takega dogaja v Litiji, da nekaj tudi ne samo kakšne resne zadeve, pa kakšne žalostne, ampak da tudi kolesarske, športne, no, saj mi športniki gledamo na te zadeve tako. Prvič sem navdušenec kolesarski. Če se pa ta dogodek zgodi v mojem kraju, je pa logično, da sem zraven. Zdaj bomo šli na Vače spremljati, potem pa še na Bogenšperk in to je to. Približno enih 100 kilometrov naredim na teden. Delal sem jih bistveno več, vendar poškodba ramena me je ustavila letošnje leto. Vozim specialko in seveda tudi elektro. Ja, mislim, da je to super za razvijanje kolesarstva tudi pri mladih, ker je veliko navdušencev in velikih pridi gledati in torej pač to sam krojijo še naprej to svojo ljubezen do kolesarstva, tako da je super. Na tedenski ravni naredim tam 400 približno kilometrov. Ja, v bistvu smo zelo veseli, no, da bomo rekel, takšen dogodek gostimo v našem kraju. No. Zdaj že res je drugo leto zapored. Mi kot kolesarsko društvo Litijski tempomat pač sodelujemo zdaj že drugo leto in z veseljem, bom rekel, pomagamo pri takšnem dogodku, no, bodisi za promocijo našega mesta, promocijo društva in pa seveda vse na splošno promocijo kolesarjenja v naši državi Sloveniji. Pomembno vlogo pri promociji pa je tokrat imel tudi vrtec Litija. Ja, letos je bilo krasno, ker je bilo pač v živo, malo več treme, ampak vendar zmogli smo, sodeluje kar precej otrok in predvsem zaposleni. Narisali smo to velikansko kolo, ta pedala so vrteli starši in kar nekaj otrok je aktivno življenje pokazalo, se pravi z gibanjem na tem našem čudovitem Litkovem vrtu. S poganjalčki, s hopi žogami in skratka živahno, veseli smo, da so nas povabili in da smo lahko aktivno soustvarjali ta dogodek.